Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Zelo na hitro se danes javljam in sicer želim praznovati svoj 47. rojstni dan z vami. Danes bom pa vseeno govorila tudi o investiranju, malce drugačni obliki investiranja, kot smo sicer vajeni na MoneyHow, ker govorimo stalno o ETF-ih, plemenitih kovinah, govorimo o obveznicah, nepremičninah in drugih naložbenih razredih. Danes bomo pogovorili, po mojem mnenju, eni najbolj pomembni investiciji in sicer investicija vase. Omenila sem pač rojstni dan, 47 let, in ko govorimo o staranju, je tudi to pač ena tema, ki je tabu tema in bi tudi to temo rada detabuizirala, tako kot v bistvu pogovarjanje o denarju in pa seveda o investiranju. In zdaj, ko govorimo o staranju, jaz to mogoče malce drugače razumem, kajti leta so pravzaprav na nek način kapital. In ko govorimo o kapitalu, je pomembno, kako ga upravljamo. In ko govorimo o letih staranju, o upravljanju kapitala, pridemo zelo hitro do še ene zelo pomembne komponente v investiranju. Čas je pomembna valuta, ki jo ne moremo kupiti. Sliši se klišejsko, vsi se zavedamo, da vsaka sekunda, ki mine, je pač ne moreš dobiti nazaj. Zato je pomembno, da znamo upravljati svoj čas in mislim, da je to ena najbolj pomembnih investicij v našem življenju in sprejmemo to odločitev čisto vsak dan, čisto vsak od nas. Tako da včasih malce izzovam ljudi, dajte pogledati vaš screen time, kajti tukaj se skriva investicijski portfelj vašega časa, v kaj ste ga investirali in zakaj ste ga porabili, potrošili, zapravili. To se mi zdi pomembno in ko govorimo o staranju, o letih, je še en koncept tukaj, ki ga je vredno omeniti in se dogaja tudi v življenju, in sicer to je koncept, ki se mu reče compounding, nalaganje donosov oziroma obrestni račun. Ni samo finančni koncept to, ampak je življenjski koncept, ker se vse v življenju nalaga. Nalagajo se kilogrami, nalaga se znanje, izkušnje, skratka kilometri, stres, nespečnost in vse to potem rezultira v neko posledico. To sem nekako želela v bistvu deliti dva finančna koncepta, čas, ko stalno govorimo o temu, potrpežljivost, to je tudi ena stvar, ki danes marsikdo ne poseduje, da želimo instant rešitve, hitre rešitve, želimo, da nekdo namesto nas sprejema odločitve, ampak mi smo gospodarji našega življenja in zdi se mi pomembno, da pač se tega zavedamo. Pomembno se mi zdi tudi to, da opažam, da nekateri posamezniki pri mojih letih pravzaprav nekako pridejo že v fazo stagnacije in pač si reče, bom tlele stisnil v službi, se imam samo še 15 let do penzije, pa bom pa v penziji zaživel. Mislim, da je 15 let izredno dolga doba in da je v bistvu to čakanje lahko zelo pogubno. Pač je treba nekaj početi, nekako plemenititi sebe, svoje znanje, bogatiti sebe, zato da nekako potem lahko rečemo, živeli smo polno življenje. Tako da to sem želela na hitro deliti z vami. Mislim, da je to in pa pomembno je tudi, da se zavedamo, da se donos ne meri v evrih, v procentih, ampak se meri tudi na drugih ravneh našega življenja. Tako da za 47. rojstni dan vam želim podariti 47% popust, velja 47 ur, tako da dobite popust na spletno delavnico investiranje za začetnike. Jaz mislim, da se splača narediti to investicijo, kupiti to delavnico in se splača investirati 5 ur časa, zato da osvojite pač neke osnove, kako upravljati svoj denar. Pametno upravljati svoj denar. Velja pa tudi 47% popust na MoneyHow Premium, torej vsi tisti, ki ste odpirali trgovalne račune, imate več trgovalnih računov, tukaj vam seveda zagotovo lahko pride prav Taxistent, to je pomočnik pri oddaji davčne napovedi, in pa seveda modri AI, ki vam pač pomaga pri reševanju nekih finančnih izzivov, ki jih imate. Plus to, da so članki, ki so zaklenjeni, so v sklopu MoneyHow Premium odklenjeni.
strani. Tako da vabljeni na našo spletno stran, vabim tudi, da seveda obiščete oziroma poslušate posebno poletno serijo epizod Psihologija denarja, kjer pravzaprav govorimo o vseh teh konceptih, o dolgoročnosti, o zaupanju, o odnosih, o tem, zakaj hlastamo po, materialnih dobrinah, takšnih in drugačnih. Skratka, vabim seveda tudi na dogodek Psihologija denarja 19. oktobra. Morgan Housel, avtor bestsellerja The Psychology of Money, pride prvič v Slovenijo, prvič v regijo. Prepričana sem, da ima veliko zanimivih stvari za povedati. Tako da vabljeni tudi na spletno stran psihologija-denarja.si. Tako da, poslušajte Money How, ne bo vam žal in seveda lep pozdrav.